Pozdravljeni v novi epizodi MCC podcasta. Danes je z mano Kaja Bajda, športnica, miss športa, mlada podjetnica. Tako da, če še ne poznate, boste zdaj dobro spoznali. Dobrodošla. Hvala. Ker si se odzvala povabilu. Mi, da se poznamo že vrsto let, tako da se ful veselim tega pogovora s tabo. Jaz tudi. Tako da bomo kar začeli. Zdaj, tako sem že omenila, športnica. Zdaj pa malo voda, kdaj si začela športom, zakaj si se odločila za šport, ki si si jo odbrala? Začela sem v bistvu že ful zgodaj in sicer z atletiko sem začela pri 12 letih in sem trenirala v Žalcu sprva. Nad atletiko me je navdušil oči in me je tudi vsak dan vozil iz Trbovlj v Žalc na trening, ker nikjer v Zasavju ni bilo nobenega kluba, kjer bi lahko trenirala. Tako da sem pač celo mladost posvetila atletiki in tudi kasneje, ko sem šla študirati na fakulteto za šport v Ljubljano, sem še tam ponadaljevala v ljubljanskem klubu in sem končala potem pri 21-22 letih, tako da sem kar 10 let aktivno trenirala. No. Zakaj si pa končala pol? Imela sem eno tako bolj resno poškodbo, tale iliopsoas sem si natrgala na eni tekmi in nikoli nisem nazaj prišla v tisto pravo formo in sem v bistvu tudi se odločila, da bom več časa posvetila študiju, ker mi v atletiki niso bili rezultati več tako dobri. Malo mi je padla motivacija in sem se iskala na drugih področjih povezanih športov. Potem si se prijavila na tekmovanje miss športa. To je bilo pred poškodbo? To je bilo med poškodbo. Med poškodbo? Ja, prihajala sem nazaj, nisem mogla več tako na polno trenirati. Nisem imela več treningov vsak dan in pa sem se odločila s prijateljico iz kluba v Ljubljani, da se skupaj prijavimo na miss športa in ja, tam sem zmagala. In kakva je bila vsa ta izkušnja? Mi jo ponovila, kak je bil proces izbire, so bili pomembni rezultati? Ja, pogoj je bil, da se ukvarjaš z enim športom, ne koliko časa. Rezultati bi jaz rekla, da so igrali vlogo, čeprav naj ne bi žirija ocenjevala toliko po rezultatih, ne, ker je to tudi možnost, da tiste manj vrhunske športnice se izkažejo pa dobijo eno odskočno desko, morda za kakšne sponzorje po športu, ne glih 100 titulov. Drugač pa ja, no, ni bil tak pogoj, bil sam, da se ukvarja športom, izkušnjo bi definitivno še ponovila, ker smo se s puncami ful ujele, ful smo se zabavale, pa ne vem, tudi ko sem zmagala, mi je to prineslo ful enih poznanstev, priložnosti, pa veliko sem se naučila, ne vem, kako se obnašati v medijskem svetu. Ja. Pa si imela pa to kako mentorstvo potem, ko si zmagala, si bila v bistvu vržena v se kar padeš noter. Ja, sicer malo je pomagal organizator Srečko Čoš, ti da neke smernice, komu odgovarjati, na kjer intervjuje se odzvati, pa si kar sam, no, plavaš. Sam. In kako si se pa odločila, da kako ponudbo boš sprejela, če še bo zavrnala, ali si bila kar pripravljena na vse, ali te kdo... Tudi zavrneš kakšno ponudbo, seveda, tudi ni bilo toliko ponudb, ne, to zdaj je bila odskočna deska do neke mere, ni bilo pa zdaj neki ful, tako da doma so mi pomagali, no, se odločati. Kaj bolj mene veseli, tako sebe sem poslušala. Si rekla, ti je doprinesel naziv miss športa odskočno desko. Kako si pa potem, mogoče smo pa res omenila, da je mlada podjetnica, nisem povedala česa, imaš znamko športnih totkov. Ja. Zdaj pa me zanima začetek. Kdaj si se odločila za to idejo, kako si sploh dobila to idejo? Začetek je ful zanimiv in v bistvu ko sem diplomirala leta 2017 na fakulteti za šport, sem diplomirana kineziologinja, sem se ful imela nekih vprašanj, kje se bom zaposlila, ker to je en tak poklic, ko v Sloveniji še ni toliko poznan. In neko osebna trenerstva sem imela, pa vadbe v Ljubljani, sam ni bilo to, skozi sem hotela nekaj narediti svojega. Ne? In tekom študija sem delala kot študentka v eni trgovini v City Parku, kjer sem spoznala eno, ki je v tistem času, no, sem se ujela z Nino Štefe, če poznate, ne vem, ko ima podjetje Čas za kavo in je glih takrat odhajala iz te trgovince, ko smo obe noter začele kot študentke postavljati svoj podjetje in to je bila še ena taka brca, da sem še začela malo bolj razmišljati, ko bi pa jaz bi tudi nekaj svojega, nekaj povezanega s športom, služba me ne bo zdaj po diplomi kar čakala.
Tako da ja, in sem razmišljala o tem, kaj jaz najraje imam oblečen, in to so seveda športna oblačila, tako za tak intervju se malo drugače oblečem. Drugač pa ja, večino časa preživim v športnih topkih kot atletinja. Tudi najraje v trgovino sem si hodila kupovati športne topke in sem rekla, to bi jaz naredila nekaj svojega, ne obstaja še noben slovenski brand športnih topkov in od tukaj tista prva ideja. In kako si pa dobila pogum, da si pa rekla, ok, zdaj imam jaz idejo, ampak ideje imamo velikrat na dan, da si rekla, ok, zdaj pa jaz to, zdaj pa to, zdaj pa grem jaz temu naproti. To je bila čist taka stvar navdiha, kakor pravim. Ne vem, en dan v trgovini, ko sem zlagala tiste srajce, sem rekla, ok, topki, to so to. Aha. In potem sem klicala mami, povedala idejo, pač vse prijatelje, pač najbližje babico, da to bom jaz zdaj začela. In vsi so bili, jaka, to ni tako enostaven, ne. In sem sanjala o tej ideji približno 1 leto. Šla sem tudi v eno startup podjetje, v Trbovljah Katapult, kamor sem jim šla predstaviti idejo. Morda pač sem tudi pričakovala, da dobim kako pomoč, nasvet, tam so mi dali neke smernice, sicer ne dobiš nobene finančne pomoči, ampak nek tak začetek, kako začeti. Ideja jim je bila všeč, ampak šele, ko sem šla v tisto startup podjetje, sem v bistvu ugotovila, koliko dela me še čaka, da to zdaj kar eno idejo spraviti dejansko v slovenski brand je ful težko, tako da je trajalo približno leto pa pol, da sem jaz podjetje odprla pa začela vse skupaj delati. Se pravi, leto pa pol od ideje pa do lansiranja prve kolekcije? Ne, to je še dlje. Leto pa pol do odprtja podjetja, in da sem začela na Instagrami s profilom Spirit Bra, ker to je bil tudi moja platforma oglaševanja. Prvo sem tam gradila neko skupnost, še prej sem imela sploh kakršenkoli izdelek, ker to je seveda trajalo še toliko bolj. Tam sem v bistvu nabirala sledilce, pa da smo se punce povezovali, tako bi rekla v smislu, da sem bolj prodajala idejo o tem brendu, pa prodajala sem zgodbo, ker tudi Spirit Bra nosi sporočilo o medsebojnem spodbujanju, navdihovanju in to sem začela prek Instagrama in se je poprijelo in sem sam lansirala izdelek. Ko je že bilo neka skupina, že neka podpora, da nisi glih iz nule. Tako, mislim, da je bilo glih Instagram platforma, profili obstajajo na pol leta, preden sem izdala ven prvo kolekcijo. Odzivi so bili super, tako da si že malo začela o imenu, ki si dobila v bistvu inspiracijo za ime, ime Spirit Bra, odkot? Bra, ok, ja, ne bomo komplicirali. Spirit mogoče zato, ker sem v tistem času, ko se mi vse to dogajalo, pa ko sem dobila to idejo, pa navdih, sem ratala, moji domači bi rekli, malo bolj poduhovljena. Ne vem, prebrala sem ful takih knjig o osebnostni rasti in se mi zdaj v Spirit en tak primeren ime, kao športni duh. Se pravi, zdaj izlansirala si lani prvo kolekcijo, 2019? Ja, lani. In zdaj je že 2020 in imaš že drugo kolekcijo. Ja. Tako da malo me popel nazaj v 2019, ko si lansirala občutki, oziroma kako si dizajnirala v bistvu svoj prvi topek. Kako si se spravila k tej ideji in kako je potekalo? Prvo sem imela, pač najprej naletiš na ful težav, ker sem rekla, je bila sama ideja, da bi imela svoje topke, nisem imela tudi v glavi točno kacga, sem take, ko jaz rada seveda nosim. Nisem imela ne pojma iskreno o materialih, o proizvajalcih, sploh v Sloveniji je ful težko dobiti, tekstilna industrija je praktično na nuli, ful dobiš enega, ki ti bi to izdeloval. Glavno, nisem imela samo idejo in nisem imela nobenega proizvajalca, nobenega, ko mi bi to znal spraviti na papir. Tako da, čist začetek, nekako sem si jih v glavi zamislila, kaj mi je všeč. Potem sem prvo rabila dizajnerja, da mi je to, kar je bilo v moji glavi, prerisal tisto tehnično skico, se reče, ko ti potem neseš šivili naprej. Iskala sem pa približno potem proizvajalca, pač tistega, ki mi bi šival tudi kako leto. Ja, no, ker sem si zadala, da to ne bo še en kitajski brand, oziroma ne kitajski brand, slovenski brand kitajskega proizvoda, kako se naj izrazim, z našim potiskom. In sem hotela res, da če že ne gre v Sloveniji, da so se šiti vsaj v Evropi, tako da zdaj jih šivam na Poljskem. Dizajn je pa moj, no, pač jaz oblikujem. Nekaj si jih tudi prinesla zraven in kako lahko pokažeš, opišeš? Evo, tole, najbolj da začnem kar pri prvem. Ta je bil čist prvi, ko je prišel ven. Imenovan je Strong Spirit in poimenovali smo ga skupaj s sledilci. Sestavljen je iz OEKO-TEX materiala, kar pomeni, da ne vsebuje zdravje škodljivih snovi.
Spredi ima dvojno plast blaga, zadnji enojno je res zelo tak udoben. Jaz ga nosim tudi tako, čez dan za službo, ne samo za športno aktivnost. Prepoznana sem pa pravijo, no, pač te uporabnice, tudi po tej mrežici, ko daje en tak ženstven pridih. Vključila sem jo tudi v povsem novo kolekcijo. Tale je bil jesen-zima, 2019 ta je bil pomlad-poletje, se pravi, ta je šel prvi, ta je šel drugi. Letos imam pa pomlad-poletje to, spet tale je imenovan Dream Spirit. Spet ima tole zgoraj tako mrežico. Dodali smo podložke, ker je ful punc tudi spraševali, te niso podloženi. Prva kolekcija ni bila podložena, ni imela podložkov, ene so pa pač ful bolj samozavestne, glede to, da večina žensk zdaj že trenira samo v topkih, so še bolj samozavestne, če imajo noter podložek. Tako da smo dodali podložke, ki so tudi snemljivi. Jaz načeloma to novo kolekcijo nosim brez, ker me motijo, grejo pa lepo nazaj noter. No. Tako da to je nova kolekcija, obstaja pa še v bordeaux barvi, ta bordeaux se pa imenuje Fire Spirit. Super. Tako da hiter. V prvi kolekciji so bili 4 modeli, zdaj sta 2. Ne, v prvi kolekciji sta bila 2 modela. Aha, pa je bila... Oziroma, ja, če gremo po letih, 2019 so bili 4 modeli. Imaš prav. Zdaj sta pa 2, ampak pride še jeseni nekaj, tako da ni še čisto zaključen. Ja. Tako da zdaj si lansirala, zdaj si na konju, zdaj to gre. Kaj pa ti je predstavljala tako največjo težavo? Če zdaj se obrneš nazaj, preden si sploh lansirala, oziroma ko si prvič dala, pa si rekla, ok, hvala Bogu, zdaj pa je tega konc. Največja težava je bila definitivno, kdo mi jih bo delal. Ker pa to, da prideš ti do enega zaključenega izdelka, ker preden jaz pridem do končnega izdelka, ker vse, kar sem hotela dati od sebe, sem hotela, da je 110%, ne 100%. Ampak se mi zdi, da do tej tekstilni industriji je vedno tako, da nekaj, kar ti narišeš na papir, pa daš potem proizvajalcu, da ti to skupaj sešije. Tudi če je skica ena, si lahko 2, ne vem, en šiv, to so taki detajli, si lahko čist 2 različno razlagata. Tako da preden dam jaz končen izdelek ven, je največja težava to, da dejansko čas, da moram biti potrpežljiva in da moram prej dati vsaj, ne vem, 3 prototipe skozi, jih popravljati, dopolnjevati in še lepo rečem, ok, to je to, s tem bomo prišli ven. To mi je bila neka največja taka ovira, ker se moraš navaditi, jaz bi vse takoj, ampak ne gre vse takoj, moraš biti potrpežljiv. Sploh glede na to, da to si sama začela in to prvič, sploh ti noben verjetno ne pove, da se boš toliko časa s tem ukvarjal. Res je, ja. Zdaj pa, če mogoče sem te vprašala, kaj je bila najtežja stvar, bom malo preskočila, če bi zdaj sama sebi mogla svetovati, oziroma vsem mladim puncam, ki mogoče se začenjajo ali pa odločajo, kaj bi jim svetovala, oziroma nek nasvet glede podjetništva oziroma lansiranja svoje znamke. Da če čutite, če imate neko vizijo, željo, moč, pa ne se, pač sledite temu in ne se ustaviti pri prvi oviri, pri drugi, tudi pri tretji ne, ampak griste naprej, ker kakor pravim, jaz sem iskala leto pa pol proizvajalca in zdaj sem tukaj in zdaj, ko ga imam, mi naredijo vse tako, kot hočem. Ja, ampak treba je res ustrajati in verjeti v svojo idejo in v svoj izdelek. Pa bo. Zdaj atletike ne treniraš več, se pa še vedno ukvarjaš oziroma treniraš druge, ostale, mlajše? Ja, res je. Glih leta sem začela v klubu, kjer sem začela, sem postala trenerka teh najmlajših, tako da zdaj jaz na druge prenašam moje atletsko znanje. Ja. In pa ostala bom ves čas v atletiki, no, na takšen ali pa drugačen način. Imam tudi cilj, da bom čim prej tudi dosegla ono višjo, starejšo skupino, ko že hodijo na tekmovanja. Ko so tudi punce bolj, mislim, punce in fantje bolj motivirani, v našem klubu je večinoma punce, to avtomatsko. Ja, tako da ja, da počas pridem tudi do stopnje trenerja, ko imaš pa enkrat člane in hodiš na velika tekmovanja. Pa ekipo svojo orbo. Tako, ja. Prav si zelo zaposlena, tako smo slišali, se pravi, si na faksu, ne? Ja, treniraš, absolventka, treniraš, svoja znamka. Kaj pa delaš v prostem času? Kaj te sprosti, ko ne snuješ idej za nove motočke? Športam, to me sprosti. Rada hodim na sprehode, zadnje cajte preberem kako dobro knjigo, pa pač sem v družbi z najbližjimi. Kje se vidiš v prihodnosti ti, Kaja, in pa kje vidiš svojo znamko Spirita?
Se pravi, tesno povezana s Spirit Bra. Zdaj sem še do septembra v zdravstvenem domu Žalec zaposlena kot kineziologinja za polovičen delovni čas. S septembrom se grem all in v Spirit Bra, ker se mi zdi, da imam še ful neke rezerve in bi ful rada dala v ta brand, tako da vidim se, ne vem, vizija enega tacga mojega podjetja, čisto na začetku sem si zadala je, da vsaka Slovenka ima v omari vsaj en Spirit Bra topek. To je bila nekako vizija, ideja, kje pa se vidim, ne vem, da ne bom imela samo 6 topkov od zunaj, ampak da bom imela res celo kolekcijo, da bo vsaka, ne vem, še tako zbirčna, ali kako se naj izrazim, punca najdla v moji kolekciji vsaj enega, ki bo sedel pač v nulo. Ja. Tako, da bojo topki res raznovrstni, lepi, podporni in pa edinstveni. Super. Se veselimo vsi tvojih uspehov in tvojih novih topkov, da ga bomo vsi v omari. Tako da povem mogoče, kje te najde na Instagram, spletna stran. Spletna stran je www.spiritbra.si, Instagram imam spiritbra, čisto enostavno. Drugače pa zdaj sem začela tudi spirit workouti v Žalcu, kjer imamo funkcionalno vadbo punce, nekako tako sem povezala še, da vse punce, ki imajo moje topke, še hodijo k meni na vadbo, ne vem, za zdravo počutje, zdravje, ker sem tudi kineziologinja in promoviram zdrav način življenja in šport, tako da lepo vabljene, tudi če nimate topkov. Ja, to. Super. Ful hvala, da si prišla še enkrat. Hvala tebi za povabilo. Hvala za tvojo zgodbo, no, tako da res srečno še naprej in se veselimo še veliko novih topkov. Hvala. To je bila danes z nami Kaja, hvala še enkrat. Vi pa nas še naprej gledajte na YouTubeu, Facebooku, live, vse dogodke, podcaste, koncerte, tako da se vidimo.